Živijo, lepo pozdravljeni. Začenjamo 6. beletrinino debato. Moje ime je Nejc Krev, sem novinar Radio-televizije Slovenija. Danes bomo imeli zanimivo temo Zahodni Balkan na muhi strateških interesov. Zagotovo se boste vsi strinjali z mano, da je Balkan v resnici en velik sod smodnika in dovolj je ena zažigalna vrvica, da bi se vse skupaj razplamtelo. Naj v začetku omenim oziroma pozdravim vse tiste, ki ste prišli v živo tule v gledališče Glej, pa tudi tiste, ki nas spremljate digitalno. Na različna vprašanja z različnimi sogovorniki bomo skušali odgovoriti, kakšna ima sploh posledica vojna v Ukrajini tudi na Balkan in njegovo sosesko. Zdaj na oder vabim Marto Razboršek, mojo kolegico, novinarko in nekdanjo dopisnico RTV Slovenija za Balkan. Marta, lepo pozdravljena. Na oder tudi vabim profesorico, doktorico Ano Bujinović-Fenko z katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in gospod Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve. Lepo pozdravljeni tudi vi. Marta, pa bom začel kar pri tebi. Prvo vprašanje, zagotovo bi znala odgovoriti, preživela si kar desetletje na Balkanu, v tej balkanski regiji. Se ti zdi, da Evropska unija zaenkrat še najbolj računa na Srbijo kot nek stabilen steber v regiji? In katere države so po tvojem mnenju najbolj nezadovale in katere napredovale? Glede na to, da svojo dopisniško kariero na Zahodnem Balkanu sem začela leta 2007, tik pred osamosvojitvijo Kosova. Predtem sem že tudi spremljala to področje, tudi vojne vihre ne nazadnje, ampak nažalost še takrat iz Ljubljane. No, če bi jaz zdaj ocenjevala, kako te države izgledajo desetletje oziroma 15 let kasneje, bi rekla, da stojijo na mestu. Sploh kar se tiče pogajalskega procesa, povsod so različni zastoji, težave so vladavina prava, sosednje države, to je recimo primer Severna Makedonija, notranja ureditev in pa nespoštovanje odločb sodišč glede volitev, kot recimo primer Bosne in Hercegovine. Tako da mislim, da je najdlje v tem nekem pogajalskem procesu prišla do zdaj Črna Gora. No, kot vemo, je Nemčija zavrgla predlog slovenske vlade, da se jasno določi časovnica vstopa v Evropsko unijo, in sicer Angela Merkel je na vrhu o Zahodnem Balkanu, ki ga je Slovenija na Brdu pri Kranju pripravila v okviru predsedovanja Evropski uniji, menila, da pač ne more podpreti tega načrta, ker vse članice niso enako pripravljene za vstop. No, jaz bi tukaj povedala svoje mnenje. Mislim, da ima trenutna slovenska vlada in vse slovenske vlade v bistvu, ki so podpirale vstop zahodnobalkanskih držav, prav. Mislim, da bi se to moralo zgoditi že zdavnaj, da ne glede na to, kakšne pomanjkljivosti imajo te države, da bi se lažje razvile ali pa rešile ta svoja odprta vprašanja, notranja in zunanja, če bi bile že del Evropske unije. Torej, zdaj pa naprej, Srbija je po moji oceni nekako ugrabljena država, in sicer predvsem po osamosvojitvi Kosova. Vemo, da se je Kosovo osamosvojilo 17. februarja leta 2008, da je nastala velika notranja kriza v Srbiji, da je takratna vladajoča stranka DSS pod vodstvom premierja Koštunice pripravljala velike proteste, da je bilo takrat uničeno potem ameriško veleposlaništvo, da so vdrli tudi v naše veleposlaništvo in ga tudi delno uničili, in da so na to Srbi oziroma predsednik Tadić, ki je bil takrat ravno kar ponovno izvoljen, razpisali izredne parlamentarne volitve.
Takrat je Evropska unija videla rešitev v človeku, ki ni bil nacionalist, in to je bil Boris Tadić. In čeprav so vse javnomnenjske raziskave kazale, pripravljal jih je CESID, Center za svobodne volitve in demokracijo, da bo takrat leta 2008, 11. maja, zmagala Srbska radikalna stranka, in to z okrog 40% glasov, so na koncu zmagale sile, ki so bile proevropske, in sicer Lista za Evropsko Srbijo pod vodstvom Borisa Tadića. Takrat torej je na koncu on dobil skoraj 39% podporo, radikalci pa zgolj 29%, in tukaj recimo, če se ustavimo pri nekih anketah, bi rada povedala, da so mi na CESID-u potem zaupali, da so za tak rezultat vedeli že 10 dni prej, ampak ga niso javno objavili, ravno zato, da bi te proevropske volivce privabili na volitve. Torej, takrat je bil izbira Boris Tadić, takrat ga je podpiral Zahod, prvič se je v vlado potem vključila srbska SPS, socialisti, torej z Ivico Dačićem, nekdanjim PR-jem Slobodana Miloševića na čelu, v to vlado, in potem, torej so sodelovali 4 leta z njimi, ker Tadić v bistvu ni bil človek, ki bi želel rešiti kosovsko vprašanje, in ker je bilo to zahodnoevropskim državam jasno, so se ga odpovedale. V tem času je iz Srbske radikalne stranke nastala Srpska napredna stranka, vodila sta jo torej Nikolić in pa Vučić, ki je še do danes na oblasti. Takratne volitve leta 2012 so bile tudi prve, na katerih je prišlo do velikega bojkota volitev. Bili so tako imenovani beli lističi. To so bili v bistvu proevropsko usmerjeni mladi ljudje, podporniki levih strank, torej Tadića predtem, in so se takrat odločili, da ne bodo glasovali oziroma da bodo glasovali z neveljavnimi glasovnicami. In te neveljavne glasovnice so pripeljale do tega, da je v drugem krogu zmagal Nikolić na predsedniških volitvah, da sta Demokratska stranka in SNS imele tako rekoč enako število glasov, in da je premier postal Ivica Dačić iz SPS-a. On je bil torej jeziček na tehtnici. Spomnim se, da je v predvolilni kampanji takrat dejal, recimo meni ta stavek do danes ostal v glavi: ne zna se ko će pobediti, ali znače ko će biti premier. In tako se je to potem tudi res zgodilo. Kot vemo, sta se potem Vučić in Dačić na tem položaju zamenjala, spet po enih volitvah in tako naprej. In pa bojkot volitev se pa nadaljuje še skoraj, da se je še nadaljeval naslednja leta. Leta 2020, kot vemo, na zadnjih volitvah tako rekoč ni sodelovala opozicija, ljudje so protestirali na ulicah, ni se jim zdelo vredno oditi na volišča. Tokrat so odšli, ampak recimo še vedno opozicija ni v ospredju, dobila je nekoliko glasov, ampak še vedno je Vučić tisti, ki bo vodil državo. Zakaj Vučić tisti, ki bo vodil državo? Zakaj v Srbiji ni človeka, ki bi recimo zasenčil Vučića ali pa bi vsaj bil neka konkurenca njegovemu liku in delu? Zato, ker ga nihče iz Zahoda ne podpira. To je moje absolutno prepričanje. Vem pa tudi, da je res zaradi tega, ker sem se tudi takrat pogovarjala z določenimi ljudmi, ki so bili pri koritu iz evropske strani in so mi te zadeve tudi potrdili, ampak mislim, da se to vleče do danes. Bosna in Hercegovina, vsi vemo, da Dodik igra na nacionalistične karte, ampak to je problem Bosne in Hercegovine na splošno. Slovenija se je pridružila hrvaškemu non-paperju, ne tistemu zloveščemu o delitvi po etničnih mejah, ki so nam ga pripisovali. To naj bi bila sicer ideja CIA oziroma Trumpove administracije, vsaj tako je kasneje nas ali pa še Madžarsko, pa še koga obranil do nedavni visoki predstavnik Evropske unije v Sarajevu, Valentin Inzko.
Ta hrvaški non-paper, ki pri bošnjaški strani ni bil seveda najbolje sprejet, pa na nek način govori o tretji entiteti v Bosni in Hercegovini. Torej, leta 2005, 10 let po Daytonskem sporazumu, sem pripravila mednarodna obzorja o Bosni in Hercegovini, Dayton, poker v kafani Dayton. Takrat sem imela tudi veliko sogovornikov, eden od njih je bil hrvaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Ivo Miro Jović. To je spet citat izjave, ki se jo tudi še vedno spomnim na pamet. On je tako upisal zadeve. Se pravi, imamo 2 kreveta, na jednom krevetu spava jedan čovjek, na drugom 2 čovjeka, jedan je debeo i puno se znoji, drugi se teško smesti. Ili ćemo staviti 3. krevet ili ćemo svi na pot. Ko smo to recimo v pogovoru z takratnim visokim predstavnikom mednarodne skupnosti Paddyjem Ashdownom vprašali njega, kaj meni o tem oziroma v tretji entiteti, se seveda oddelalo, da to ne obstaja. No, ampak absolutno obstaja do dan danes, obstajalo je takrat, obstajalo bo verjetno v prihodnosti, ali bo uresničeno ali ne, bomo videli. Vsekakor imajo Hrvati pri tem tudi podporo bosanskih Srbov. Torej, večni Dodik vse sicer krši, vse, kar se kršiti da, je pa treba spomniti, da je bil pred 17 leti tudi on spremljiv za Zahod. In v tej isti oddaji, recimo še preden je on prišel na oblast, je Dodik recimo priznaval genocid v Srebrenici, kasete še vedno hranim, tako da enkrat jih bom tudi pokazala te izjave, če bo potrebno. Tudi njegov tiskovni predstavnik, recimo kasnejši, je bil novinar in sicer na televiziji Republike Srpske v Belini. On je pripravljal oddaje na temo Haškega sodišča in pa srbskih zločinov, ki jih je tudi sam absolutno priznaval. Torej, Dodikova retorika se je spremenila ob prihodu na oblast, ko je na drugi strani dobil, recimo na bošnjaški strani, dobil Harisa Silajdžića, ki je ves čas v bistvu igral na vlogo žrtve, kar pa, recimo, če se spomnim takrat za nazaj, recimo ni bilo všeč niti naši vladi. No, recimo. Mogoče še na to na kratko, Marta, Črna Gora, recimo Severna Makedonija, Albanija, ki je njihova perspektiva, vsi vemo, ne, da zaenkrat so izpolnili številne evropske zahteve, pa so ostali na mrtvi točki. Ja, res so ostali na mrtvi točki, ampak recimo, da lahko pričakujemo, da bo, upajmo, tokrat popustila Bolgarija in da se bosta potem vsaj 2 državi premaknili naprej. Dobro. Doktor Bujinović Fenko, če ostanemo še malo pri Balkanu kot nekakšni homogeni tvorbi različnih vplivov, kako bi primerjali sile moči glede na države, če vzamemo še najbolj splošni prozahodni in antizahodni prerez? Se vam zdi, da se je z vojno v Ukrajini kaj spremenilo? Ja, če rečemo, da je recimo analiza narejena skozi to, kar pravite, zahodni pro ali antizahodni prerez, kakorkoli že, je najprej treba obravnavati točno ta izraz, kaj pomeni Zahod. Recimo, da skupina zahodnoevropskih držav in drugih, ki obstaja v Združenih narodih, in vemo, da obsega pač vse zahodnoevropske države, pa še potem Avstralijo, Novo Zelandijo, Kanado, ZDA in Izrael, je recimo neka geografska skupina, ki ima zgodovinsko 2 ključni podstati. Ene zadevajo notranje politično ureditev in drugo njihovo stanco v mednarodni skupnosti. In te so bile do zdaj bolj ali manj zelo enake znotraj teh držav. To pomeni v državi politična ureditev, ekonomska ureditev, družbeno-kulturna, zelo podobna. Se pravi, liberalna demokracija, svobodni trg ter neka večkulturna družba,
dost odprta recimo za globalne trende priseljevanja, sploh kar zadeva delovne sile, religija ločena od države in univerzalno spoštovanje človekovih pravic. Tukaj recimo Izrael zelo ven štrli, ne? Ampak ostale te države pa imajo neko to zelo skupno stanco. Ko zadeva za mednarodno skupnost, je Zahod v bistvu pomenil stanco prevladujočega gonilnika v mednarodni skupnosti, to je vladavina mednarodnega prava, ter kadar ta ni mogoča, zato ker se države velikokrat kakih pogodb recimo ne držijo, ali pa tudi načel mednarodnega prava, uveljavljanje hegemonije Zahoda. Hegemonija pomeni legitimno voditeljstvo in to smo vsaj za zahodni blok v času hladne vojne, predvsem pa po koncu hladne vojne, ko drugega nasprotnika več ni bilo, ker je izgubil toliko moči in položaja, videli kot ZDA in predvsem recimo Evropsko unijo kot neka legitimna voditelja, kar zadeva, kako se interpretira mednarodno pravo, kako se interpretira človekove pravice, kako se interpretira humanitarno intervencijo, če hočemo zdaj navezati malo na Balkan, recimo v primeru Kosova, ne, in podobno. Liberalizacija svetovne trgovine z njihove strani je neka ultimativna mantra, ki je tudi institucionalizirana v vse ekonomsko-finančne institucije po drugi svetovni vojni in taka tudi ostaja, ter v globalnem smislu obstoječa neka popularna globalna kultura, ki je seveda ena velik vir mehke moči teh držav. Tako zgleda Zahod z vidika notranje političnih vrednot in praks ter recimo njihove stance do mednarodne politike. Ko je izgledal, to je moja ocena. Tako da, ko sprašujete, kakšno je zdaj razmerje moči v odnosu do prozahoda in antizahoda, sta se nekje od intervencije ZDA v Irak, definitivno pa z ekonomsko in finančno krizo, to bo verjetno kolega lahko še bolj natančno analiziral, naredile dve shizme. Ena je znotraj samega zahodnega bloka, kjer vidimo ogromno odstopanj od osnovne logike liberalne demokracije, kako naj bi delovala, univerzalnih človekovih pravic, vladavine prava in podobno. Spravo, zdaj imamo znotraj te skupine zahodnih držav ekstremne stranke, ki odstopajo ali v desno, v levo imajo pač ne svoje ideje glede predvsem svobodne globalnega kapitalizma, ne? In že znotraj teh držav se pojavljajo večje težave, sploh voditi domačo politiko. Zdaj, da ne bomo se sprenevedali, ne, torej že, naprimer, evroskepticizmi znotraj Evropske unije, ki so se pojavili nekje od leta 2000, pa do recimo Macrona, ki je nekako mal pokrov postavil, da je obvladal to velik vzpon Marine Le Pen v Evropi, ker Francija je država, ki odtehta velik trend v Evropi, ne, smo videli te evroskeptične stranke, ki so ravno nasprotovali liberalni demokraciji, vsem drugim vrednotam, ki jih naprimer Evropska unija zagovarja. Da ne omenjam potem Brexita ali pa še Trumpove neke eskapade. Tako, in zdaj, hvala, vidim, da me malo profesorska nota zanesla. Točno to, ne. Zdaj se dogaja to, ne samo, da je Zahodni Balkan, ki je sledil hegemoniji Evropske unije, ni bilo nikogar na drugi strani v 90-ih, 2000-ih, ki bi kontriral hegemoniji Evropske unije v Evropi. Prav nasprotno, Američani so bili zadovoljni, končno bo zdaj, potem ko smo mi vojaško intervenirali, Evropa poskrbela za svoje. Ne? Rusija ni bila dovolj močna, da bi nek interes izkazovala, ukvarjajo se s svojim posovjetskim območjem, enako Kitajska, ki se je šele razvijala. Ne? In te sile, ki jih danes vidimo, da ne govorimo o Turčiji, ki je bila prav tako zelo perspektivna država, kandidatka, velike reforme, ki jih je izvedla, ustavne reforme tudi, so bile izjemno perspektivne. Zdaj pa so te sile, ki sem jih naštela, ne, niso več zgledne zahodne liberalne demokracije, niti zgledno ne izvajajo mednarodnega prava, če omenim sam ZDA, odhajajo ven iz multilateralnih institucij, na drugi strani
se jim pa pridružujejo Kitajska, ki povečuje svojo moč v ekonomskem, tudi vojaškem smislu in tudi politično, Rusija, ki se je, kot ste sam omenil, zdaj celo z agresijo lotila ohranjati neko svojo interesno sfero, in Turčija, ki tle zdaj igra absolutno igralca, ki ni več zainteresiran za članstvo v Evropski uniji, ampak neko alternativni položaj strateškega partnerja in celo, kot vidimo zdaj, nekega mediatorja. To, kar ocenjujem, da se zdaj dogaja, je, da se na Zahodnem Balkanu nazaj ustalila tradicionalna zgodovinska situacija boja velikih sil za njihove lastne interese na tem majhnem koščku zemlje, kjer posamezne politične entitete niso sposobne poskrbeti za stabilnost, zato potrebujejo zunanje intervencije, voditelji teh držav pa zunanje intervencije izkoriščajo izključno za eno cilj, in to je, da ohranjajo in utrjujejo svojo oblast. Gospod Kračun, če se nekoliko bolj gospodarsko orientirava, na kakšen način balkanske države sploh privabljajo tuje investitorje in zakaj sploh Balkan geostrateško zanimiva regija? Ja, hvala lepa, hvala za vabilo, hvala za organizacijo te odlične okrogle mize o temi, ki je za Slovenijo in za slovensko gospodarstvo izjemno pomembna, in zdaj bom v svojem uvodu poskušal povedati, zakaj je temu tako. Začel bom z tem, da sem navezal na mojo predhodnico, ki je govorila o Turčiji, in bom rekel tako, da Balkanu oziroma Evropski uniji grozi to, da se bo zgodilo enako, kar se je zgodilo z Turčijo. Pred približno 15-20 leti je Turčija kazala ogromno afiliacijo k Evropski uniji. Zelo so si želeli pridružiti. Se spomnim, takrat sem bil še študent in sem poslušal eno predavanje, že takrat nekdanjega britanskega, ne vem, ali bil zunanji ali obrambni minister Malcolm Rifkin, ki je dejal, da ko njega vprašajo, ali meni, da bi se Turčija lahko pridružila Evropski uniji ali ne, odgovori tako: odvisno, kaj je Evropska unija. Če je Evropska unija ekonomska integracija, takoj. Če je Evropska unija politična integracija, nikoli. In seveda Evropska unija se je potem z Lizbonsko pogodbo in tako politično še bolj povezala, poglobila, in Turčija je ostala zunaj. Kaj je sledilo? Turčija je dobila močnega avtoritativnega vodjo, ki je konsolidiral sile v Turčiji, jo gospodarsko okrepil, a jo hkrati tudi radikaliziral. In to je nevarnost, ki grozi tudi Zahodnemu Balkanu. In Zahodni Balkan je tu še bolj na udaru, kajti interes mednarodnega gospodarstva, mednarodnih gospodarskih subjektov, finančne skupnosti, je tudi ta interes vodi politično združevanje. In Zahodni Balkan je tu relativno majhen in nezanimiv. Bom dal za primer, recimo BDP Slovenije znaša približno 50 milijard evrov, BDP Hrvaške enako, BDP Srbije enako. Ne glede na to, da sta to Hrvaška dvakrat večja, Srbija mislim, da trikrat večja po številu prebivalcev. BDP vseh teh treh držav je 50 milijard, vsake posebej, 50 milijard evrov. BDP Poljske 500 milijard evrov, torej Poljska je 10krat večja po BDP-ju kot Slovenija. Češka 250 milijard, torej 5krat večja od teh držav. Romunija, recimo, ki velja za najmanj razvito državo Evropske unije, ima BDP 250 milijard. To je še vedno 5krat, je tako veliko Češka, to je še vedno 5krat več kot Srbija. In seveda sorazmeren temu je potem tudi interes, gospodarski interes po integraciji teh držav, torej gospodarski interes velikih gospodarskih sil. K temu seveda tudi pripomore, da je tujih investicij še vedno do pred kratkega, pa še je bilo temu bolj tako, je bilo v tej regiji, v državah te regije zelo malo. Sedaj je teh gospodarskih investicij več. To je recimo tudi
v primerjavi z ostalimi državami vzhodne Evrope drugače, ker so tuje investicije že v 90-ih v veliki meri prihajale v te države. Pustimo zdaj, ali je bilo to v redu ali ne, ampak tudi z tujimi investicijami so te države postajale bolj vpete v mednarodne gospodarske tokove in s tem seveda tudi bolj vpete v politične tokove. Ampak to je interes mednarodne skupnosti. Kaj pa je interes Slovenije? Države Zahodnega Balkana so za slovensko gospodarstvo strateškega pomena. Med 5 državami, kjer je iz slovenskih izhodnih investicij največ, so 4 države Zahodnega Balkana. Na prvem mestu je Hrvaška, druga je Srbija, potem je Severna Makedonija, Bosna in pa Rusija. Mislim, da je Rusija 3., vsaj do zdaj bila, kaj bo sedaj, ne vemo. In to je za slovensko gospodarstvo pomembno. Edino ti na teh trgih lahko slovenska podjetja igrajo strateško pomembno vlogo tudi za te države in so zato tudi strateško pomembne za stabilnost držav in s tem tudi seveda povečujejo vlogo Slovenije v regiji in vlogo Slovenije v Evropski uniji. In na osnovi tega morajo biti prizadevanja Slovenije večja, da se bo čim prej zgodila gospodarska integracija držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo na osnovi, recimo temu, podobnega modela, kot se je Evropska unija, v bistvu, oziroma Evropska skupnost, takrat skupnost premoga in jekla, začela. Namreč z hipotezo, da z gospodarskim sodelovanjem zagotoviš mir. Zato, ker samo gospodarsko sodelovanje in gospodarska integracija držav zagotavlja razvoj in blaginjo in prihodnost za ljudi in če so ljudje živijo v blaginji in vidijo v okolju, v katerem živijo prihodnost, je to tudi zagotovilo za mir. Mogoče torej nekako tuje investicije simbol interesa velikih igralcev? Ne bi tako rekel. Jaz bi rekel tako, da če so tuje investicije, pritegnejo pozornost velikih igralcev. Torej, če ima razlika je v tem, ali je v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, kjerkoli, ali je veliko investicij iz Zahoda ali veliko investicij iz Vzhoda. Interesna sfera, ki bo kazala večji angažma, bo vedno prihajala od tam, od koder bo prihajal kapitalski interes. Če se vrnem k kolegici Marti, tako rekoč dnevno spremljaš dogajanje v Ukrajini, z enim kotičkom očesa seveda tudi proti Balkanu. Mineva zdaj 30 let od začetka obleganja Sarajeva. Kje vidiš morda vzporednice z obleganjem Ukrajine? Kako spremljaš zadeve in kako vidiš ti? Torej, vojna v Bosni in Hercegovini je bila na nek način državljanska vojna, res je pa, da so imeli Srbi, bosanski Srbi veliko podporo iz Srbije oziroma Srbov, tako imajo zdaj ukrajinski Rusi veliko podporo iz Rusije oziroma Rusija je postala agresor. Torej, po spopadih v Ukrajini leta 2014 in priključitvi Krima po referendumu smo sicer spremljali mirovna pogajanja, ne pozabimo pa, da recimo ukrajinska strana ni uresničila dogovora iz Minska. Domnevam, da to ni bilo po evropskem nasvetu, glede na to, da smo zdaj tudi mi žrtev te vojne, ampak domnevam tudi, da so že imeli neke zaveznike, ki so jim stali ob strani, da se to ni zgodilo. Torej, kaj se dogaja? Dobili smo torej nove Srebrenice, recimo Bučo, pa najverjetneje Mariupol, pa verjetno bi še lahko naštevali.
tako kot Rusija, to pa bi zdaj upozorila, recimo, če gledamo na cel Zahodni Balkan oziroma na Srbijo, tako Ukrajina kot Rusija nista priznali Kosova, neodvisnosti Kosova, zato recimo je Vučić tudi zaradi tega, ne glede na dobre odnose z Rusijo, tradicionalno dobre oziroma na njihovo veliko zavezništvo, ki je predvsem bolj na besedah kot na čem drugem, ampak vseeno, se pravi, je Vučić v neki zanimivi novi situaciji. Zanimivo mi je tudi to, da so mi Ukrajinci dejali, da mislijo, da je največja napaka v bistvu mednarodno priznanje Kosova, da se je s tem, ko je do tega prišlo, odprlo Pandorino skrinjico in kot da so oni že takrat vedeli, da se jim enkrat lahko zgodi nekaj podobnega, se pravi, da bo kdo želel priključiti njihovo ozemlje, so očitno zato stali na stališču, da Kosova vendarle ne gre priznati, menijo torej, da so vse ruske agresije, vse priključitve v bistvu posledica priznanja Kosova. Doktor Bojinović Fenko, ne le na Balkanu, ampak tudi drugod je lahko moč spremljati to zlitje interesov skrajne desnice in tudi skrajne levice v podpori ali pa tako rekoč toleriranju Putinove vojne v Ukrajini. Kako razumeti ta fenomen, vas ta antizahodni moment preseneča? Jaz bi tu najprej izhajala iz definicije ekstremizma in sicer to pomeni odstop od liberalne demokracije kot modela notranje politične ureditve. Tako da je treba najprej razumeti, da ekstremizem, politični ekstremizem kot pojav je nekaj, kar se v takem okolju proučuje, medtem ko v državah, kjer imate enostrankarske sisteme, komunistični sistem ali pa avtoritarni režim v osnovi, ekstremizem ni koncept, s katerim bi operiral, ker je pač nesmiseln glede na osnovo, v kateri se politični sistem manifestira. Tako da, ko govorimo o ekstremizmih, moramo vedeti, da se ti večinoma v analizi političnih sistemov in primerjalni analizi uporabljajo, ko gre za odstop od liberalne demokracije v demokratičnih državah. Zdaj v ekstremno desno to pomeni bolj igranje na etnonacionalizem, na sentiment, ne vem, 19. stoletja nacionalne države, ki naj ima v eni državi združen narod, ki ne priznava trendov globalizacije, več kulturnih držav in podobno in ki vidi močno vlogo države. Medtem ko levi ekstremizem pa ravno obratno, bolj liberalno gleda na globalne družbeno-kulturne tokove v svetu in je bolj kritičen na negativne učinke globalizacije v ekonomskem smislu, se pravi te čisto odprtega trga in išče način, kako bi na globalni ravni regulirali luzerje globalizacije. Skupna točka obeh je, da so luzerji globalizacije, izgubljajo z globalizacijskimi trendi. In jaz ne vidim, da bi se ekstremna desnica pa ekstremna levica strinjali ali nekje zlivali, kot vi pravite, v odnosu do agresije Rusije na Ukrajino. Ampak vidim, da koketirajo s Putinom in z njegovim režimom iz različnih razlogov. Predvsem na ekstremni desnici vidimo koketiranje z avtoritarnim režimom, se pravi močnim voditeljem, ki ima pod kontrolo svoje ozemlje, podjetja, ljudi, pove, kako se naj regulira globalne tokove in nekako iz teh negotovih situacij, v katerih se globalne družbe celo posamezniki znajdemo, ko moramo sami nekako določati vrednost različnih globalnih tokov, ti država jasno, voditelj jasno pove, kaj je tvoja religija, kaj je tvoja etnija, identiteta, domače gospodarske družbe in tako naprej. Tako jaz gledam, zakaj nekateri
na ekstremni desnici v državah Zahoda koketirajo oziroma pač ne podpirajo, nekateri tudi celo odprto, se smo videli neke radikalna gibanja v ZDA, na primer, ki so po invaziji enostavno vzklikala, ne vem, podporna gesla Putinu, ne, ali pa ne vem, recimo neke shode smo videli v Srbiji, ne, z nekimi tudi temi znaki in podobno, ne. Tako da na tak način jaz razumem, da ne gre nujno za podporo uporabi sile v zunanji politiki države, ampak bolj k načinu, kako deluje ruski voditelj. Morda pri uporabi idej. Ne? Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. Recimo, mogoče, ja. Gospod Kračun, če zdaj nekoliko obrneva zadevo na glavo, pod pritiski zahodnih sil smo praktično lahko videli skoraj da enoten Balkan pri obsodbi ruske agresije, saj ko gre na neki deklarativni ravni voditeljev, lahko dobesedno vojna v Ukrajini približa priključevanje balkanskih držav Evropski uniji. Vemo, da je Evropska unija premnogokrat požrla svoje besede, če so se prej tudi s kolegico Razboršek ustavila pri Severni Makedoniji in Albaniji. Ja, verjetno je za potegniti ta zaključek ali priti do jasnega odgovora na to vprašanje potreben še čas in videti, kako se bo kriza v Ukrajini, torej ruska invazija, odvijala in kakšne bodo nenazadnje tudi vse posledice, ki jih bo prinesla seboj. Je pa seveda, mislim, da dejstvo, da je ruska poteza malo tudi razčistila odnose v zahodnem svetu, tudi v regiji in nekako tudi tiste, ki so radi koketirali malo z vzhodom, postavila na realna tla, ne, in tudi dala vsem jasno ogledalo tega, zagovorimo v Sloveniji, recimo, ne, kdo je, kje smo, kdo so naši zavezniki in s kom se moramo pogovarjati, da bomo obdržali suverenost in neodvisnost, ki smo si jo še ne tako dolgo nazaj izborili. In seveda to, ta popularno je to stališče bilo, pa tudi še je, ne, o zlobnih silah, ne, ki nastopajo v mednarodnih odnosih, ampak dejstvo tako je takšno, da v politiki je nažalost zelo malo prostora za humanitarnost. Je politika zelo realna stvar in je v bistvu ta realizem politični v mednarodnih odnosih tudi z to potezo Putina še bolj prišel zdaj na površje in to je to, da pač države svoje interese branijo pred človekove pravice, recimo. In so jih pripravljene braniti tudi z vojsko, kar si marsikdo ni predstavljal, tudi sam nisem predstavljal, da je možno. Jaz sem rad trdil, da to, kar je bilo jedrsko orožje v 70-ih, je danes ekonomija. Ekonomija je ta, ki daje državi ta pravo moč. Ker moč države je sestavljena iz več dejavnikov. Ne. Recimo, en izmed pomembnih dejavnikov ameriške moči je filmska industrija, ne, ki ustvarja to. In pač to je vse skupaj daje neko moč državi. Bi pa še to rekel, ne. Nekje sem slišal eno tezo, mislim, da so to celo ugotovitve raziskovalnih agencij, ki so delali neko anketo ali v Srbiji ali pač nekje na Zahodnem Balkanu, ne, in so spraševali ljudi, komu bolj zaupajo, ne, Washingtonu, Bruslju ali Moskvi in Pekingu. In rezultati so bili, mislim, da celo bolj na vzhod, ne, da zaupajo bolj na vzhod. Ne. Potem so jih pa vprašali, kam bi raje poslali vaše otroke študirati, v Moskvo ali v London oziroma Washington. Tam je bil pa odgovor zelo jasen. Tako da jaz mislim, da Zahodni Balkan, tudi bivša Jugoslavija nenazadnje, je vedno bolj stremela proti Zahodu. Ljudje so vedno bolj stremeli proti Zahodu kot proti vzhodu in mislim, da bo tako tudi v prihodnje. Nenazadnje tudi diaspore se nahajajo v Združenih državah Amerike, Kanade, če govorimo, da nimo Hrvaška ali pa katerakoli druga balkanska država. Seveda, jaz nisem nikoli videl nobenega ekonomskega migranta bežati proti vzhodu. Mogoče še to, vas v resnici preseneča vojna v Ukrajini takšna,
kakršna se v resnici dogaja. Ja, kot sem dejal, je to bil kar velik šok, no, tudi mislim, da za vse, tudi za tiste, ki spremljamo mednarodno politiko, zato ker nekako si nihče ni predstavljal in še danes nihče ne ve, kaj je v bistvu tu kalkulacija vodstva, ruskega vodstva, ne, ali so res pričakovali, da bo Ukrajina padla in bodo tam spostavili svoj režim in potem šli tudi naprej. Je to bilo res realno pričakovanje vojske? Če je temu tako, potem so se zelo zmotili, kar pa seveda tudi pri vojaških operacijah ni nenavadno. Kolegica Razboršek, vsi pravijo, da ko govorimo o vojni v Ukrajini, je to nekakšna informacijska vojna. Zdaj prišlo je do tega, da ima Rusija svojo resnico, Zahod ima spet svojo, Zahod je ugasnil vzhod, vzhod je ugasnil Zahod. Se ti zdi v resnici prav, da ne glede na celostno dogajanje v Ukrajini izključujemo kogarkoli? To se mi res zdi, absolutno se mi zdi narobe. Mislim, da je ta odločitev evropskih držav torej napačna, kratkovidna in škodljiva. Mislim, da na tak način v bistvu potem nismo veliko boljši od ruske strani. Torej, če smo neka demokracija, moramo prenesti tudi drugačna videnja našim gledalcem, nam samim. Predvsem pa bi bilo prav, da bi videli, kako so obveščeni o teh dogodkih v Rusiji, a ne? Torej bi nam bilo verjetno tudi malo več jasno, na kakšen način zadeve potekajo. Moram reči, da sem tudi odločno proti pritiskom na Ruse po Evropi in glede teh njihovih opredelitev, zato ker zavedati se moramo, da imajo po večini vsi svojce v Rusiji, da nihče ne ve, koliko časa bo še Putin na oblasti in pa predvsem tudi nihče ne more vedeti v bistvu, kdo ga bo nadomestil, če to ne bo on. Se pravi, oni se s tem po nepotrebnem izpostavljajo, mogoče ne bodo mogli več v svojo domovino, ki je kljub vsemu njihova domovina, ne glede na to, kdo sedi v Kremlju. Potem bi tukaj povedala še to, recimo, da so naši v bistvu Ukrajinci, ukrajinska skupnost je prav televizijo Slovenija upozorila pred nekaj časa, na začetku te krize, ko je bila ta gonja proti Rusom največja, da v bistvu ljudje po črpalkah, trgovinah napadajo rusko govoreče ljudi, kar so pa tudi Ukrajinci, recimo, ki so tukaj. Potem beloruska opozicija deluje tukaj že kakšno leto in pol. Naenkrat je ta, se pravi, beloruska opozicija, torej opozicija, ki deluje proti Lukašenko, naletela na težave. Recimo niso ji, neka knjižnica jim je odklonila gostoljubje, kjer so že večkrat recimo predtem gostovali, zato ker so Belorusi, se pravi, zato ker mi delujemo negativno proti Rusom in Belorusom. Torej, kar se medijske vojne tiče sicer, mislim, da absolutno ne vemo, kaj se v resnici dogaja na terenu, da tudi če nek dopisnik, poročevalec gre na neko območje, je še vedno samo na tistem območju, vidi recimo izkopavanje trupel v Buči, vidi mogoče nekdo, ki je prišel par dni pred tem, vidi trupla na ulici, vidi roke, vidi žalujoče ljudi, ampak še vedno v bistvu ni bil zraven, ko se je vse to zgodilo, v bistvu ne ve, ali so takšno stanje za sabo res pustili Rusi, pa upam, da nihče zdaj tega ne zameri, če to postavljam tudi pod vprašanje, glede na to, da se je marsikatera situacija v Ukrajini do zdaj že pokazala kot v bistvu raca oziroma kot del medijske vojne oziroma neresnica. No, to je morda še najbolj zanimivo, ko sem se takole pogovarjal s kolegico Karmen Švegelj, ki je znova v Ukrajini, ko se je prvič vrnila domov, je tudi sama rekla, da v resnici se novinarji preko WhatsAppa pogovarjajo iz različnih krajev in koncev, dejansko pa kakšno je stanje na bojišču, težko opišejo. V resnici dopisniki, ki so tam, lahko opišejo situacijo, kaj se z njimi dogaja, kaj se dogaja v njihovi okolici, ne morejo pa neposredno
vedeti rezultata, no, če se malo po nogometno izrazim. Mislim, da je to, kar si izpostavila Marta, v resnici ta vojna za informacijo. Zdaj, če gremo naprej, dr. Bojinović Venko, dotakniva se rožljanja z orožjem, ki ga je na Balkanu vse več. Kakšno imajo moč balkanski voditelji, morda malo namigujem na Dodika, pa morda še kakšnega voditelja, so ideje, da nimo velike Srbije, velike Albanije, še žive? Se vam zdi, da bi lahko Balkan glede na trenutno sliko nekako notranje razpadel, se prepojil, bi se nove meje lahko zabrisale? Ja, jaz mislim, da situacija na Zahodnem Balkanu ni nič boljša zato, ker poteka vojna v Ukrajini. Zdaj se je malo, kaj hočem reči, v zadnjem 2 letih, tudi od časa korona krize, se je močno zaostril politični dialog v notranjih političnih prostorih držav Zahodnega Balkana in mnogi smo opozarjali, da se bliža iz tega latentnega, ves čas prisotnega konflikta, ki igra na etnonacionalizem in tudi insinuira na oboroženi ekstremizem, da se bo manifestiral. Ta se seveda zdaj ni, ker imamo tole proxy vojno med ne vem kom že, Zahodom ali Rusijo proti Zahodu ali kakorkoli v Ukrajini, ampak in tudi vidimo neposredni učinek vojne. Tako da mislim, da je to malo na realna tla postavili tiste, ki ves čas malo insinuirajo, da bodo nekaj z orožjem, pa organizirajo svojo vojsko, ki je nimajo pravice organizirati, pa začnejo nekaj de facto se obnašati kot država. Mislim, da je tole zdaj malo ostavil, sicer zelo napete odnose v regiji. Voditelje gledam kot ključne osebe, v funkcijah, torej zdaj ste omenil člana predsedstva Biha Dodika, zagotovo je tle zelo pomemben tudi Vučić kot predsednik Srbije. Zakaj ju izpostavljam? Zato, ker ona dva najbolj delujeta kot pospeševalca etnonacionalizma v regiji, ne pa kot katalizatorja. Politični voditelji imajo vlogo, seveda v družbi imaš polno idej, tudi v Sloveniji je tako, trenutno naša vlada žal ne deluje kot katalizator različnih idej o tem, kako naj bi delovala demokracija, kako naj bi dobro delovala upravljanje, pravna država, ampak pospešuje ekstremne ideje, radikalne ideje okoli tega. In enako delujeta ta dva. Če omenim samo zadnji razvoj, recimo ideja srpskega sveta, srpski svet, ki ga je minister za obrambo, kako se že piše, Vulin, predstavil v Srbiji, je izjemno škodljiva ideja, ker govori o tem, da je Vučić predsednik vseh Srbov na Balkanu, noben sicer ne reče, da tudi tistih, ne vem, v Avstraliji pa v ne vem kje še, ampak na Balkanu. To je zelo nevarna ideja. To je zato, ker insinuira, da je treba meje spremeniti, kar je osnova evropskega reda po drugi svetovni vojni, in da je treba, ne vem, državljanstva spreminjati, suverenost držav prepoznavati ali jih ga spreminjati in tako naprej. Insinuira tudi na to, da je pač to samo kontraideja Velike Albanije, ki jo tudi premier Albanije ne zanika kot neke legitimne ideje, ki obstaja nekje, sicer je on v svojem mandatu ne bo nima cilja tega vzpostaviti, kot se je lepo izrazil, ampak ni pa rekel, to je škodljiva ideja, to je preživeta ideja, mi smo te etnonacionalizme preživeli, na drugačen način želimo živeti, imamo instrumente varstva manjšin, integracija in podobno. Te koncepti so samo floskule v pristopnem procesu k Evropski uniji, udejanjajo se pa v nobenem primeru ne. In tukaj politične voditelje na Zahodnem Balkanu, zdaj sem pač jih sam nekaj izpostavila, ampak vse vidim kot v bistvu namesto, da bi imeli to vlogo katalizatorja, torej tistega, ki skozi sito spusti ideje, ki konstruktivno delujejo, zato da bodo države napredovale k ključnemu cilju, ki ga imajo, to je vstop v Evropsko unijo in normalno tranzicija, demokratizacija in podobno. Ne, oni so pospeševalci ekstremističnih idej,
vključno s tem, da koketirajo z nasiljem. Kdo so originalni avtori teh idej, je tudi zelo raziskano. Diskurzivne analize medijev in javnega dialoga v teh državah kažejo predvsem na tiste elemente, ki jih v demokratičnih družbah razumemo kot samoregulatorne, naprimer civilno-družbena gibanja so ne vsa, ampak v civilni družbi imate, ne vem, da ne govorim zdaj v tem stereotipu nogometnih navijačev samo, ampak recimo akademiki, recimo novinarji, mnenjski voditelji, ki naj bi bili tudi katalizatorji takih idej, so enostavno pospeševalci ekstremističnih idej etnonacionalizma. In se njihove ideje objavi v medijih, potem se nek politični voditelj sicer reče, te ideje se nisem spomnil jaz, ampak je ne zanika, ne ovrže, ampak pospešuje njen nastanek. In rezultat tega je v bistvu utrjevanje oblasti obstoječih oseb, ki so na oblasti, na podlagi etnonacionalističnega momenta. V bistvu se, recimo konkretno v Bosni in Hercegovini, delegitimira kogarkoli, ki se politično ne opredeljuje na podlagi svoje etnične pripadnosti. Sploh nima možnosti uveljavljati svoje politične identitete, glasu ali proevropske, tudi če je skepticist, karkoli. Če se ne opredeli za eno od etnonacionalističnih strank, ker ostale v bistvu so tako marginalne, sploh ne dobijo niti političnega prostora, niti medijskega prostora, niti seveda ne, na volitvah niso uspešne. Grem na vas, gospod Kračun, morda Marta, za tebe vprašanje. Dodik v primerjavi z Vučićem, kako nevarne so te prosrbske težnje? No, zdaj sem razmišljala, ko sem vas poslušala. V glavnem jaz vem, da Milorad Dodik že 15, 16, 17 let, oziroma odkar je na oblasti, mislim, da leta 2016 v različnih oblikah oziroma na različnih funkcijah, ves čas promovira Republiko Srpsko kot neko posebno enoto. Dejstvo je, da je Republika Srpska neka posebna enota dejansko tudi po Daytonskem mirovnem sporazumu. Dejstvo je, da je garant miru v tem primeru sta Srbija in Hrvaška. Dejstvo je, kot sem že pred tem na začetku omenila, da v bistvu hrvaška težnja po tretji entiteti obstaja absolutno tudi v Zagrebu. No, dejstvo je, da Dodik praznuje dan Republike Srpske, čeprav je to protiustavno. Magnifiko. Ne z njim, ampak vrti njegove komade, s tem, da je najbolj smešno je pa to, da tako on kot marsikdo drug, recimo to je tudi himna Crvene zvezde, ne priznava, da je to njegov komad, ampak je to kao njihova stara srpska pesma. No in to mi je recimo smešno. Dejstvo je, vse to je res in res je tudi to, zaradi česar je zdaj deležen sankcij ameriških pa še britanskih po novem, da je pač rekel, da bo določene se pravi bosansko-hercegovske pristojnosti predstavil na Republiko Srpsko, ki je neke vrste država v državi. Ampak še vedno mislim, da on ves čas to samo govori in mislim, da bi bil glavni nasprotnik združitve s Srbijo prav Milorad Dodik. Gospod Kračun. No, lahko samo en stavek dodam. Zdaj smo omenjali druge države, vi ste pa zelo dobro dodali še Hrvaško. Hrvaška je v bistvu na predzadnjih, mislim, da predsedniških volitvah bila prva, ki je odprla, če lahko rečem zdaj tako malo, poljudno Pandorino skrinjico in začela vabiti na svoje nacionalne volitve volilce z dvojnim državljanstvom iz Bosne in Hercegovine in vzpostavljati ta tako imenovan koncept civilne države. Tako da ne smemo biti, ostati pri tej klasični, ja, imamo veliko srbsko pa veliko albansko idejo, tudi Hrvati žal z dejanji, ki jih izvajajo, niso zgledni. So
pospeševalci etnonacionalizma na Balkanu. Seveda lahko bi tudi v Sloveniji kaj reklo, v non-paperju je kolegica že povedala, ne, mi žal svoje vloge tle v mandatu te vlade pod vsako kritiko opravljamo. Ne, to je zelo, zelo nevarno in vse napore, to lahko kolega zdaj morda pove, kako tako mala država je treba veliko vlagati, da kakršnokoli prepoznavnost v taki regiji vzpostaviš, mogoče s podjetji še najboljš, s politiko imamo zelo malo zmogljivosti in s tako veliko napako si ogromno dela, ki ga pa na terenu morajo delati in diplomati in naši diplomati na Ministrstvu za zunanje zadeve ga pokvariš, tako da tukaj sem zelo kritična do te poteze. Gospod Kračun, če ostaneva ravno pri teh obrazih Balkana, zakaj pa vaše kult osebnosti na Balkanu zmaguje? Zdi se, da Slovani radi ustoličimo svoje Putine, ali pa morda, če vzameva tu VIP migranta v Budimpešti, Nikolo Grujevskega, skratka, ljudje imajo radi ta moment avtoritarnosti. Ja, mogoče je to malo povezano z kulturo, z zgodovino, tudi z načinom življenja, tudi z nenazadnje zgodovinskimi odnosi med ljudmi v regiji, tudi kakšnih klanskih ureditvah v preteklosti, ne, ki v nekaterih državah Zahodnega Balkana še vedno veljajo in še vedno stojijo. In pač vse to skupaj z nekimi izzivi prihodnosti in negotovostjo, ki jo ljudje tu pač vidijo že od 90-ih naprej, oziroma je bila najbolj na vrhuncu takrat v 90-ih in je pač ta odraz ali pa obraz te vojne ali pa posledice te vojne, ki je trajala tu še vedno prisoten, je ta obraz še vedno prisoten, pač to je nekako tudi povezano potem z iskanjem nekega vodje, človeka, ki bo pač odrešenik za probleme ljudi. Po drugi strani pa seveda, če pogledamo realen svet, vsakodnevno življenje, pač tudi vidimo, recimo Srbija, jaz veliko hodim v Srbijo, lahko povem sledeče, poprečni ljudje v Srbiji živijo danes neprimerno boljše, kot so živeli 5 let nazaj. Srbija je bila v ogromni krizi med letom 2008 in 2014-2016. Se to najbolj čuti? Čuti se pri tem, da se srednji razred dviguje, da imajo ljudje, ki pripadajo srednjemu razredu, boljše plače, da so pokojnine boljše, da ljudje čutijo to stabilnost in seveda zaradi tega, ker ljudje čutijo to boljše življenje, seveda lahko potem aktualna oblast si dovoli več in skušnjava je zelo slastna. Marta, mogoče kako ti vidiš ta napredek ali pa ta razvoj družbe, še posebej živela si v Beogradu, se čuti ta razlika, investicije prihajajo vse posod, tudi iz Kitajske recimo? Mislim, no, da se je to začelo vse skupaj dogajati že po 5. oktobru v bistvu, se pravi, ko so vrgli Miloševića. Je tudi demokratska stranka oziroma so te levo-sredinske stranke že naredile določen napredek, v bistvu je to naredil že Đinđić, če smo že čist pri tem, in potem postopoma. Dejstvo je, da recimo takrat, ko je padla torej Tadićeva oblast, bom rekla kar njegova vlada, čeprav je bil v resnici predsednik in čeprav v resnici nimajo predsedniškega sistema, tako kot zdaj Vučić ni več premijer, ampak je tudi predsednik, so v bistvu kar uspeli tudi očrniti njegove sodelavce. Tako da si ne predstavljam, da bi ti isti ljudje recimo še enkrat prišli na oblast. Dejstvo je tudi, no, da mislim, da je vsako leto nekoliko boljše, da Vučić isto dela seveda na tem, kot je delal predtem Tadić, da bi čim več tujih investitorjev pripeljal v Srbijo, in res je, da se plače vsakoletno zvišujejo in da se standard nekako viša.
Zdaj pa, a so res vsi tako zadovoljni z njim? Eni so, eni niso. Ampak no, tukaj sem zdaj hotela povedati še nekaj, česar se še nismo dotaknili v medijskem smislu, kar se tiče Srbije in nasplošno tega Zahodnega Balkana, ali pa vsaj treh, Slovenija, recimo Hrvaška in pa Srbija držav. Se pravi torej, ko so recimo ravno takrat, ko se je Tadić utrdil na oblasti za podporo Zahoda, so realno gledano te demokratske sile si nekako prisvojile medije. In zdaj recimo se očita Vučiću, da je on tisti, ki je podredil medije. To v resnici ni res. On je prišel na nek način na gotovo. Mislim, on je v bistvu to zadevo je ohranil in sedaj so pač mediji njegovi že desetletje. In tudi na Hrvaškem, tudi to bi rada spomnila, recimo, je prav zanimivo, da je leva opcija bila izvirni greh v bistvu vsega kasnejšega dogajanja, recimo na HTV-ju. Recimo, ko je prišel Josipović na oblast, je bil on tisti, ki je skušal to trdnjavo desnice nekako znormalizirati. In potem je par let kasneje, ko je Karamarkova struja prevzela oblast na Hrvaškem, v bistvu se zgodil nek totalni bumerang in so vsi ljudje, ki so bili popolnoma normalno, ampak recimo levo-sredinsko usmerjeni, da to približno eno drugem vemo, kako je kdo usmerjen, to ne pomeni, da se vidi na prispevkih, ampak pomeni, da se vidi tako sicer v pogovoru, da so jih vse prestavili na 4. program. In meni se zdi recimo to grozno v bistvu. Drugič torej je leva opcija pripravila teren za takšno možnost. In če bi zdaj recimo še šla na Slovenijo, kar se tiče RTV Slovenija, recimo se zdaj počutimo dokaj ugrabljene, kot verjetno vsi veste, in se tudi pač upiramo takšnemu načinu delovanja, ampak tudi tukaj so bili okvirji za takšno možnost postavljeni že prej. Nobena vlada ni spremenila zakona, ki omogoča takšno delovanje, in res pričakujem, da mogoče v prihodnosti se bodo vsi sposobni umakniti iz javnega servisa. Mogoče še to, Marta, zagotovo spremljaš tudi, kako poroča HTV ali pa srbska radiotelevizija o vojni v Ukrajini. Vidiš tukaj kakšne spremembe oziroma način poročanja? Tako bom rekla, Hrvaška vedno poroča, HTV vedno poroča zelo vladi provladno. Mi si pač, recimo, zato sem sploh medije omenila, mi si tega ne želimo, mi si želimo poročati normalno in torej tudi kritično, se pravi, hrvaška stran je definitivno totalno proukrajinska, zaradi tega, ker v Rusiji vidi Srbe. Dobro, mogoče, če pridemo malo še ta akademski svet, kako vi vidite situacijo glede Ukrajine oziroma, ko se takole pogovarjate morda s kolegi in kolegicami na Balkanu? Ja, zdaj bom malo najprej, kako se to lepo reče, v svojo skledo pljunila. Akademiki smo najslabši napovedovalci, kar česarkoli, kaj se bo naredilo v svetu. Če se spomnite, kaj že zahodnim Nemcem svetovali, še 3 mesece pred padcem Berlinskega zidu je bilo, da bo ta še 30 let stal ali nekaj takega. V glavnem, akademija, sama zase, torej znanost, če tako rečemo, nima, ali pa v manjši meri njena funkcija je predpisovanje scenarijev. To mogoče bolj stroka dela, tako da tukaj, mogoče tako kot ste stroka, novinarji, ste veliko bolj na terenu, veliko mikroinformacij imate več, mednarodniki namreč spremljamo naravo mednarodnega sistema. Ta se spreminja zelo počasi, malokrat. In potem so naše napovedovalne sposobnosti v času življenja enega človeka se mogoče enkrat spremeni mednarodni sistem in potem je naše
predmet opazovanja v bistvu zelo, nimaš velikokrat te možnosti opazovati. No in če zdaj s to opombo pričnem, nihče tega ni, mislim, mi nismo tega pričakovali, v akademiji se ni nihče na to pripravil, tudi ko so recimo zahodne sile začele prek medijev v začetku februarja nekako nakazovati, da se premišča sile, da se Rusija pripravlja na agresijo. Jaz nisem nobene, ne vem, čutila, da je to tako imanentno, da pač bo 24. pa to novica ob 5. zjutraj na vseh globalnih medijih. Tako da tukaj, ne vem, mogoče pač je enostavno orodje, s katerim mi operiramo drugačno. Zdaj moram pa reči, da v akademski skupnosti imamo, globalni akademski skupnosti, če vprašate, z vidika mednarodnih odnosov, je že kar nekaj, celo desetletje, če ne že 15 let, močno se spodbuja uravnoteženje siceršnje prevlade zahodnih držav, ki so v globalni industriji znanosti močnejše, saj kar zadeva mednarodne odnose. Zelo se spodbuja dialog z ruskimi znanstveniki, ki imajo čisto drugačen konceptualni okvir razmišljanja, velikokrat služijo zgolj vladi, zelo ne morejo delati akademsko neodvisno, in globalni združenja za mednarodne odnose vedno dajejo štipendije, vabijo, da bi lahko bili vključeni v globalno dogajanje. Enako velja za države globalnega juga, ki so finančno tudi imajo šibkejše akademije, pa da lahko prihajajo na te konference. To je prva stvar, se pravi, ta vključujočnost velja tudi za znanstvenike z Ukrajine. Evropska komisija je en teden po napadu na Ukrajino takoj pozvala, hvala vam, raziskovalne skupnosti v Evropi, da naj po čim večji meri vključijo znanstvenike, da bodo lahko nadaljevali svoje delo, če so recimo prebegnili ali pa če lahko delajo nadaljavo. Tako da akademija se odzove, ampak to so naše zmogljivosti, poskrbeti za ljudi, ki tudi delajo akademsko, ki tudi delajo v znanosti. Tako da ta vključujočnost mogoče je nekaj, kjer se mi lahko izkažemo. Drugo stvar bi pa povedala, da akademija tudi globalno deluje kot skupina pritiska. Naprimer, ko kolega je omenil prevzem oblasti, oziroma v bistvu ne prevzem oblasti, ampak odgovor na potencialni prevzem oblasti Erdogana in večjo avtoritarnost Turčije, tam se je začelo akademike onemogočati, zapirati, vzeli so jim potne liste, niso mogli potovati, niso smeli več izvajati pouka, v bistvu so kot neki zaporniki doma ostali. In je globalna skupnost mednarodnikov takoj izdala pismo protesta neposredno in za Svet Evrope in za Evropsko unijo in za turško vlado, za različne ambasade in na tak način izvajala pritisk, da bi se vsaj znanstvenikom omogočilo normalno delo, kajti to zelo vpliva normalno tudi na delovanje družbe in kakšni programi univerzitetni naprimer se izvajajo na univerzah. To se lahko v 2-3 letih zelo spremeni, lahko začneš na ideologiji predavati namesto na nekih teoretskih objektivnih osnovah. In isto je bilo na Madžarskem. Ko se je zaprla, ne vem, kako to splošna javnost pozna, ampak Orban je zaprl eno najbolj uglednih univerz v srednji in vzhodni Evropi, Central European University, ki ima sedež v Budimpešti, ima sedež tudi v Firencah, ampak tam je v bistvu najmočnejša taka izobraževalna institucija. Smo se, sploh pa v srednji Evropi, akademiki takoj odzvali z več skupnimi pismi, več pozivi in poskušali potem tudi na tak način kot neka globalna akademska družba podpreti ideje, da ne liberalno, svobodno znanstveno raziskovanje in poučevanje vseeno prevlada. In ravno zato sem rekla, da smo pričakovali, da se bo nekaj hudega začelo dogajati na Balkanu, kajti če je zdajle april, mogoče nekje novembra, smo poziv oseb, ki delujejo kot akademiki na zahodno-balkanskem območju in kot diaspora, oziroma pač tisti, ki so se preselili in recimo delujejo
drugih delih sveta dobili eno pismo, ki je naslavljalo tako Evropsko unijo kot NATO, da naj poskrbi za stabilnost Zahodnega Balkana, ker ljudje ocenjujejo, da se razmere hitro poslabšujejo. Za konec še eno vprašanje za vse vas, gospod Kračun. Kakšno prihodnost vidite v Balkanu? Predvsej nehvaležno vprašanje. Sam menim, da gre za velik potencial z malim izkoristkom, a vendarle z velikimi sanjami. Bom odgovoril s tem, ko se bom navezal še na vaše predhodno vprašanje, ko ste vprašali, kaj akademiki mislim, kako akademiki oziroma kako novinari gledajo, kako vpliva vojna v Ukrajini na njih. Bom jaz malo povedal o tem, kaj to pomeni za slovensko in regijsko gospodarstvo. Namreč, in tu sta dva vidika, ki sta pomembna. Prvo je ta, da je slovensko gospodarstvo kar v veliki meri navezano na trge, predvsem Ukrajine, kot tudi Rusije in Belorusije. In seveda podjetja, ki tam poslujejo, so zdaj v veliki negotovosti. Negotovosti so tista, ki imajo tam svoje investicije, ki sicer lahko recimo v Rusiji obratujejo normalno, nabavljajo in poslujejo v rublih, sicer imajo manjši doprinos k svoji matični firmi zaradi vrednosti samega rubla, ampak negotovost je taka, ne vejo, kam se bo razvijalo in kako bo Rusija reagirala napram tujim investicijam, ki v njihovih državah. Večji problem imajo v Rusiji. Večji problem imajo tiste države, ki imajo investicije ali projekte, ki so v teku imajo tista podjetja, ki imajo projekte ali investicije v teku v Ukrajini, v Belorusiji ali tam prodajajo, ker je pa zdaj dejansko ta promet ustavljen in to za Slovenijo, za določena slovenska podjetja problem in pač tu so trenutno v veliki negotovosti in če bo ta negotovost trajala naprej, se bodo morala preobraziti oziroma poiskati druge trge. Drugi fenomen, ki pa se tiče tudi cele regije in tudi prihodnosti regije, pa je ta, ki traja že od začetka koronske krize in ga je kriza v Ukrajini še bolj poglobila in to so pa nabavne verige. Namreč svet se je izjemno globaliziral in nabava predvsem tudi kakih specifičnih majhnih delov v proizvodnji je tudi v majhnih količinah potekala iz Kitajske, ker je bila ta dobava nemotena, najcenejša in zaradi tega seveda tudi za podjetja najbolj ekonomsko upravičena. Z koronsko krizo in s prekinjenimi dobavnimi potmi, ki še vedno trajajo, je seveda ta nabava v veliki meri več ni smiselna. Namreč danes se nekemu podjetju ne splača več kupiti enega vijaka na Kitajskem, ker ga ta vijak, zavarovanje poti za ta vijak in vsa negotovost in dolžina oziroma ročnost, kdaj bo to naročilo sploh prišlo, tako visoka, vse to je tako visoko, da se to ne splača. In to predstavlja pa priložnost za regijsko ekonomijo. Namreč s tem postaja Srbija, srbsko gospodarstvo, bosansko gospodarstvo spet bolj konkurenčno v teh nabavnih verigah za končne proizvajalce, ki so v Sloveniji, ki so v Evropi, torej ali je Slovenija tu, slovensko gospodarstvo nekje mestna točka v neki proizvodnji iz Bosne, Slovenija, Nemčija ali je celo Slovenija končna postaja za končne izdelke, kar tudi more biti cilj in vizija slovenskega gospodarstva, namreč proizvajati čim več končnih izdelkov in s tem čim več dodane vrednosti v nabavnih verigah. Torej, regijska ekonomija in regijsko povezovanje z vsemi tem globalnim dogajanjem od koronske krize do sedaj vojne med Rusijo in Ukrajino, regijsko sodelovanje, regijska ekonomija postaja spet bolj aktualna in s tem se tudi odpirajo priložnosti za poslovanje. Dobro. Marta, tvoje videnje prihodnosti Balkana? Bom rekla, če je v bistvu bil edini odgovor Evropske unije na vso to krizo in eventualno krizo na tem področju, to, da je v Bosno in Hercegovino poslala še 500 vojakov EUFOR-ja, potem ne vem, kaj naj si mislim. Upamo, da ne bo še več krvi.
Še za konec vaše mnenje? Ja, zdaj to smo ugotovili, ne, da vojna v Ukrajini v bistvu samo zastira siceršnje probleme, ki ostajajo na Zahodnem Balkanu. Nič manjši niso, ker je ta problem Ukrajine tako zelo velik. Strinjam se s tole priložnostjo in mislim, da bo tu treba zelo hitro reagirati, zato ker je Evropska unija že sama ugotovila z spremenjeno metodologijo iz 2020 februarja, ko je pripravila nov dokument, kako bi bolje motivirala in prilagodila širitveno politiko oziroma sam pristopni proces držav Zahodnega Balkana, ne, da bi ta bil bolj učinkovit. Ena od teh ključnih pristopov je bila, da bi države Zahodnega Balkana lahko hitreje in praktično zelo učinkovito in polno začele delovati znotraj samo določenih politik Evropske unije, recimo transport, recimo ne vem, industrija do določene mere, ne, ta je tako koordinacijska politika, na tak način, da bi pritegnila in predvsem pokazala ekonomske učinke integracije, ki jih žal zaenkrat prebivalci regije ne vidijo. Vidimo ne tako visoko disproporc med tem, koliko denarja Evropska unija investira v regijo ali prek podjetij ali pa dobesedno prek projektov, ne, in potem tam neka mala zastavica nekje je nalepljena na enem, ne vem, avtobusni postaji ali pa mostu ali pa šoli ali pa ne vem čemu, ne, medtem ko takrat, ko pa ne vem, za minimalno vrednost nekih mask pride neko letalo iz Kitajske, je pa to na naslovnicah vključno s predsednikom in tako naprej, ne, se pravi ta element, da mora Evropska unija de facto ekonomski izkoristek oziroma boljše življenje zagotoviti ali pa omogočiti, ne zagotoviti, je viden in hkrati komunicirati to svoje dosežke bolje. To je recimo en tak izziv na terenu. Drugače pa z vidika mednarodne skupnosti pa ocenjujem, da glavni izziv na Zahodnem Balkanu ostaja zelo slabo in neprilagojeno in nerealno stanje Daytonskega sporazuma. Ustava Bosne, ki je ena od prilog tega sporazuma, je neprilagojena aktualnim razmeram in nihče si je ne upa dotakniti, nihče se tega ne upa, kako bi rekla, pogledati, da je danes drugačne razmere, da je treba nekaj glede tega narediti. Vse mednarodne sile so pred recimo še 10 leti zaupale, da sej bodo države vstopile v Evropsko unijo in takrat ne bo več pomembno, kje točno so neke entitete, pa tako, ker bo pač delovanje drugačno, ampak to enostavno tako ne gre. Tako da ključno izziv za mednarodno skupnost vidim ureditev pokonfliktnih stanj na drugačen način, kot samo z tem sporazumom o premirju, ker pač Dayton vseeno to je. Drugič, z vidika velikih sil je Zahodni Balkan ponovno postal interesna sfera in na tak način jaz to ne vidim kot odgovorno mednarodno politiko, tako da vsake velike sile, mislim, da je to preživeta politika do druge polovice 20. stoletja in bi morala v bistvu popolnoma izzveneti, na drugačen način bi se morale velike sile v interesnih sferah obnašati, seveda jih lahko imajo, ampak obnašati se drugače, kot pa jih, ne vem, z silo izsiljevati, recimo, če zdaj pogledamo situacijo v soseščini Zahodnega Balkana, torej v Ukrajini. In tretjič, za Evropsko unijo je to ključen izziv, kako sploh svoj model demokracije navznoter posodobiti in ga uspešno izvažati v soseščino. Kajti trenutno ta model v nekaj državah Evropske unije, danes jih nismo toliko zelo omenjali, vključuje pa tudi našo državo in torej države Višegrada, ne deluje, kot bi moral in tile tožbe proti vladam, ne vemo, kakšni bodo učinki tega instrumenta, ki ga pač prisilnega instrumenta sankcij, ki ga Evropska unija ima. Tako da ni pa to zgledni instrument, ne? Da ti moraš z nekimi sankcijami uveljavljati svojo glavno vrednoto znotraj lastne politične skupnosti, hkrati pa to vrednoto izvažaš kot neko najboljšo politično ureditev v soseščino, ne? Nisi legitimen in to je velik preizkus za Evropsko unijo.
Kratka, razmere na Balkanu bomo še naprej podrobno spremljali. Hvala gostom, en aplavz, prosim. Za konec naj le še dodam, da se vidimo na naslednji beletrinini debati, ki bo zagotovo tudi posvečena Ukrajini, mogoče v nekakšnem drugačnem zornem kotu. Srečno!